Lipo je pomlad, na svet začno ptičice pet, začno ptičice pet, stravice zelenit. Lepa je polet, jesen, začno travice cvet, začno travice zet. Če se kdo zmoti in mi to razumemo, ker smo vsi zmotljivi in pol nam odleže, da nišče ni popoln. In tudi naša Eva Lavriha ni še popolna, ampak gre v to smer. Tako da poslušajte. Štipendistka Mol nam bo najprej zapela 3 pesmi, pa še na koncu 2, ker jih je povezala, to je zelo umetniška duša, z letnimi časi, od rojstva do smrti, od pomladi do zime. Eva, draga, prosim. Lepo je pomlad, na svet začno cvetice cvet, začno ptičice pet, ptice zelenit. Lepo je polet, na svet začno ženice pet, začno ženice pet, pšenica rumenit. Lepo je jesen, na svet, začno žečrički pet, začno žečrički pet, gozdiček pa cvetet. Lepo je pozim, na svet, začno predice pet, začno predice pet, kolovrate vrtet. Zrejlo je žito, je žuta slama, žalostna dekla, kaj nemaš ljuboga. Ej, sejdi to, sejdi lastvica ti, nasloni se ljuba nam pleča ti. Zrejlo je žito, je žuta slama, zrejlo je zelče, je žuto lišče, zrejla je pšenica, žuta je slama, zrejla je pšenica, žuta je slama. Mrzel vitel tebe žene, drobna ptičica od nas, ki spod lipice zelene si nam pela kratek čas. Vsako jutro, ptička moja, rano si nam pevala. Vsako noč je pesem tvoja, sladka
kratko me zazibala, kadarkoli si zletila svoje malo gnezdece. Vsakokrat si mi zapila, milo pisem srčece. Zdaj zapuščaš ti mene, srce me boli. Mrzel veter tebe žene, pojdi, kje te veseli. Kakšen glas. Ko boste slavni, ne? Ne pozabite, kako smo vam ploskali. Torej, še uradno lep dober večer, poseben večer, novembrski večer, ki bo tudi malce obarvan s tem melanholičnim časom spominjanja. In če nas kaj prebuja v spominjanje in zavedanje, kdo smo, kot posamezniki in skupnost, so to zagotovo naši običaji, šege in navade. In zato pred vami je dragocena, res dragocena monografija od imena do spomina, njen avtor pa tukaj sedi lastnoročno. Kaj vse je Ambrož Švartic, sem si morala napisati na plošči listek, ker ne mogoče, da bi si vse zapomnila, pa boste pa Ambrož dodali. Torej, doktor etnologije, folklorist, radio in TV napovedovalec, novinar, scenarist, mladinski pisatelj, glasbenik, igralec. No, glejte, kaj bi rekli, ne? Ena mavrica udejstvovana v enem samem človeku. To je en mali čudež, Ambrož, zato je pa lahko nastala ta knjiga, ker to pa je Zicleder in delovne navade. In ob meni je moja lastna ljuba predsednica Slovenskega društva Hospic, Renata Roban, ki nas nežno vodi in usmerja že vrsto let in ki veliko ve o posebej teh običajih, ki so na koncu pri spominjanju, tako da bomo pluli kot te ljudske pesmi od rojstva do smrti. Ambrož, zdaj uživajte, ker bo najprej Renata povedala, kako je ona brala knjigo in kako si ti to delo doživljala. Kaj ti je vse odprlo, kaj ti je prineslo, pa vam še jaz malo hvala pila, pol ste pa vi na vrsti. Prosim, Renata. Hvala, midve sva se že malo pogovarjali. Že sam začetek je bil zanimiv, ta opredelitev pomena. Predvsem ta stavek mi je bil všeč, ko ste zapisali, da čeprav so obredi dostikrat tako nekako visoko, a ne izgledajo, da se dogajajo, so namenjeni življenju tukaj in zdaj in nama, ne, tako pomagajo v življenju, kar se mi zdi posebej zelo pomembno. Všeč mi je bilo v tej knjigi tudi to, ker primerjate stare običaje in navade z današnjimi. Kar mnogo stvari je novih, a ne. Tako da se mi zdi ta knjiga taka
reka, sveža, življenjska, pa tako ste zapisali, cela Slovenija, a ne, je notri, ni samo ena regija, vsi, a ne, od rojstva do smrti, te običaje, tako da je tako en objem, bi rekla, vsega pri nas in ja, je fajn to knjigo vzeti v roke. In jo kupiti za posebno darilo, ker to je darilo za vse življenje in potem se noter recimo cela družina podpiše, če ima kdo obletnico ali pa poroka ali to. Malo je takih dragocenih in lepih knjig. Moram reči, da sem najprej hvaležna, Ambrož, ker ste nam to knjigo prinesli, zato da se še bolj zavedamo, a nekateri pa sploh prvič morda, kako pomembni so obredi. Da je človek obredno, ritualno, simbolno bitje in tudi, če se tega ne zavedamo, mi brez tega preprosto ne znamo živeti, nimamo strukturiranega časa, smo zgubljeni v vesolju in veliko ljudi je danes zgubljenih prav zato, ker je zgubljenih toliko obredov za njih. A ne? To, da si pa kar sami svoje naredimo, malo premislite, a ne? Ker jih tako potrebujemo. In v tej knjigi boste dobili veliko spoznanj, zelo smo, ker mi smo v nezavednem 100 let nazaj, 200 let nazaj, 1000 let nazaj. In ko sem jaz to brala, kako je bilo včasih grozno, sem morala odložiti knjigo in zdaj bom z najbolj grozno stvarjo začela. Saj veste, s katero, ne? On ve, vi pa še ne. Torej, v pradavnih časih saj mi smo tudi še vedno to, verjeli, da je treba v temelje hiše, da bodo strahovi preganjani in duhovi zazilati živega človeka. Tako da najprej v tej grozi, kaj povejte. Brošle, to je bilo za mene popolnoma novo, sem mislila, da tako delajo neka tuja ljudstva. Zdaj pa vidim, da smo tudi pri nas to počeli, se ne več, veste. Ampak tako je bilo. Prosim. A da bi kar s tem začeli. Mislim, najprej dober večer, najprej hvala, da lahko tule sedim, da sem lahko prisopihal v Švicarijo, ki ima ustrezno ime, glede na sopihanje. Pa hvala za tele besede, ki pač jaz lahko samo sedim in poslušam brez vsakršne težave. Ampak, če že moram kaj povedati in če sem bil že izvan takoj z največjo grozo, ali kako, naj grem en korak nazaj na nekaj, kar je bilo omenjeno. Namreč, ene takele etnološke monografije, ki so nastajale do zdaj, ali pa nastajale do recimo še do pred nekaj desetletij nazaj, so vedno ciljale na neko to čudenje nad nekimi minulimi časi, pač opazovanje z neke razsvetljene, sodobne perspektive, češ kako smo pa mi zdaj napredovali v primerjavi s ljudmi, ki so živeli prej, živeli tako vsakdanje življenje kot praznično in ritualno življenje in kako da smo, ne vem, mi z današnje malo nečimrne pozicije oziroma z našim nečimrnim pogledom gledali na vse to, kar je bilo popisano, tudi skozi očala tega, da je etnologija, antropologija, kakorkoli že, eno tako kmetoslovje, ki raziskuje, popisuje, zbira nekaj, kar bo tako ali tako umrlo, ker smo že preživeli in da je zato pač vredno ohraniti, ker se s tem zgublja duša nekega naroda, nekih ne vem, umišljenih skupnosti ljudi, ki morda niti ne obstajajo več. Pa to sploh ni res. To absolutno ni res. Zato je povezava med starim in sodobnim, ki je bila omenjena, bila sploh ena prvih idej za tole knjigo. Pokazati ne samo kontinuiteto od starega do novega, pač pa tudi pobrskati po univerzalni izkušnji, ki se ji reče človeško življenje.
ki jo živimo vsi in ki so jo živeli vsi pred nami in jo bodo živeli še vsi za nami. To je ena univerzalna kategorija, recimo druga je ta, da smo skupnost, da noben človek ni preživel sam, niti v tej v osnovnem fiziološkem smislu, niti po aktualizaciji, ali kako ne rečem. In da obredno ritualno življenje tudi utrjuje, potrjuje in na novo vzpostavlja te skupnosti ter odnose znotraj njih. Pod črto hočem reči to, da se tu notri skrivamo ljudje, današnji, nekdanji in bodoči. Zdaj, kako konkretno smo pa izpeljali neke te obredne vsebine, neka ta naša življenja, to je pa potem stvar tistega popisovanja in tistega čudenja, na katerega so recimo ciljali raziskovalci ali pa avtorji takih knjig v preteklosti. Ena od takih stvari je recimo ena stvar, ki se ji reče stavbna daritev ali pa stavbna žrtev. Pač ideja je širša. Namreč ni šlo za čisto vsako hišo, ne, vsaka hiša, ki se je postavila, pa ni zahtevala nekega takega obreda, pač pa za hiše oziroma stavbe, zgradbe, ki so konkretno posegle v prostor, cerkve, mostovi, karkoli podobnega. Recimo most sploh je taka simbolno strašansko obremenjena stvar, ne samo da preči neko reko, pač pa preči nek naravni tok narave oziroma neke energije, ki je voda, in seveda preči pot in tok, ki jo ima transcendentno, torej magična bitja, taka in drugačna, ki so nekdaj v času animizma, še tako daleč lahko gremo nazaj, in še potem, ko so se uradne religije že tudi dovolj usidrale, še vedno obvladovale svet, pa tudi šege, tudi verovanja takšna in drugačna. No, in da se s tem velikim, pomembnim posegom, kot je gradnja, ne bi preveč vznemirjalo teh bitij, oziroma da ne bi ta bitja potem obratno škodovala tej zgradbi, da je ne bi rušila že med gradnjo in mi potem, ne vem, tako ali drugače simbolno strašila v njej, ali kako ne rečem, je bila opravljena ta daritev, ta žrtev. V starejših obdobjih je morala biti ta žrtev res žrtev, krvava žrtev, torej zazidati notri nekaj živega. Zdaj, lahko je šlo za človeka, kar je bilo omenjeno, v tem primeru je vedno šlo za simbolno drugega človeka, torej za vojne ujetnike ali pa kaznence. Se pravi, nekdo, ki je bil za neko skupnost manj vreden ali pa drugi, z veliko začetnico pisano. Potem kmalu to recimo potrjujejo arheološke raziskave, izkopavanja raznih temeljev, kakih res starih katedral ali pa še starejših, no, antičnih zgradb. Kasneje je zadostoval simbolni nadomestek človeka, se pravi človeška figurica ali žival. Nenazadnje so en zelo zanimiv članek je iz leta 1872, se mi zdi, v slovenskem časopisju, ker so v Mariboru so rušili eno ulico in so našli zazidano mačko v eno nišo v eni hiši, ki je imela okrog vratu listek z vsemi podatki, letnica in tako naprej, in da še nekaj denarja je bilo zraven. Se pravi, tudi denar, tudi nabožni predmeti, vse to se je uzidovalo za čisto blagoslov hiše. Se pravi, obred, ki je zagotovil, da bo hiša stala in da bojo njeni prebivalci srečni. In ne samo to, tudi recimo razni pregovori, verovanja manjša, kakorkoli že, še do nedavnega je veljalo, da če greš mimo gradbišča, pazi, da nanj ne pade tvoja senca, ker boš postal simbolni ujetnik te stavbe, se pravi simbolna žrtev, ki jo ta stavba zahteva, da bo stala. Ne? In namreč konkretno to poglavje je eno, za katerega sem bolj raziskoval kot za katere druge, pri drugih sem bolj zbiral, tukaj sem pa konkretno raziskoval. Pogovarjal sem se z marsikaterimi zidarji stare šole, ki so čisto kaj uzidali v kakšne
te recimo podboje vrat se podpisali tako rekoč pod stavbo, ali pa z ljudmi, ki so v peči, ponavadi stare kmečke hiše so imele vzidane kakšne kovančke noter v zidec, zato ker peč je seveda srce hiše, kmečke v vsakem primeru, ali pa še kaj kasneje, hrana, pijača, vse to je šlo lahko v stavbo po neki stari šegi, pri kateri se je lahko sicer izgubilo prvotno sporočilo, torej pomirjanja nekih sil, nekih duhov, kakorkoli že, ampak po formi vsaj je še ostalo do danes, ko upam reči, da še kar kdo tudi, če si dela novo hišo, novo gradnjo, še kaj pusti noter. Morda za kdaj, ko se bo adaptirala, da tisto najdejo, preberejo, kaj se je zgodilo, dajo svojo stvar noter, zazidejo in gre zgodovina naprej. Torej, od neke stare, po možnosti barbarske prakse do danes se tudi ene stvari vlečajo. Morda za ta primer veste tudi sami, pojma nimam. Jaz sem morda celo prepričan, da ena takale stvar, kot je Švicarija, tudi ima nekje v nekem kotu enega temeljnega kamna kaj vzidano, zato ker je bila pač izdelana globoko v 19. stoletju. In tu je pa zdaj ta kontinuiteta, o kateri sem govoril na začetku, v kateri se lahko tudi z perspektive sodobnega človeka prepoznamo v nekih ljudeh, praksah, kakorkoli že skupnostih preteklih obdobij. Morda niti ni najboljši primer, ker drugi so še močnejši, ampak za ilustracijo je dovolj. Ja, se veste, mora človek začeti s šohom. Draga Renata, ko si ti brala to knjigo in premišljevala o nas Slovencih, kaj se je pa tebi zdelo tako pomembno vedeti in razumeti tudi danes? Mene najbolj zanima to, kar delamo v hospicu. Se pravi, obredi, navade v času umiranja, smrti, slovesa in pa tudi potem sam obred pokopa. Zdi se namreč v zadnjem času, da te zadeve zelo hitro izginjajo, stvari se spreminjajo tudi na samih pogrebnih službah tako hitro, da tudi strokovni delavci več temu ne sledijo. Ravno pred 2 dnevoma smo bili na okrogli mizi različni strokovni delavci, tudi predstavniki pogrebnih služb in je zdravnica, ki je v paliativi, se pravi, ki se vsakodnevno srečuje z umirajočimi, bila presenečena, ko je umrla mama, ker ni vedela, da se zažarni pokop več ne obleče v obleko, ki si jo pripravimo. In jo je to zelo globoko prizadelo. Se pravi, zelo hitro se te stvari menjajo, tako hitro, da kaj šele, recimo, če že strokovna javnost temu ne sledi, kako lahko potem običajno to ljudje. To se mi zdi je ena taka pomembna stvar. Druga, zaradi izginjanja te obrednosti, zdaj to samo še navada, pa hvala Bogu, da vse je navada ostala, ne? Je pa res verjetno samo vprašanje, kdaj bomo imeli digitalne pokope. Nismo več daleč od tega, se bojim. Zaradi tega, ker tudi pogrebne službe same delajo v tej smeri, da servisirajo ljudi in jim pridejo naproti. In danes se ljudje radi čim manj ukvarjajo z umiranjem in smrtjo. In je najbolje, če čim več teh stvari nekdo drug namesto njih uredi. In to zdaj nekako počnejo pogrebne službe, kar pa ni dobro zaradi tega, ker na nek način sledijo, tako pravijo, potrebam ljudi. Živimo pa v času, ko ljudje svojih pravih potreb v resnici ne moremo več prepoznavati, ker nam jih diktirajo drugi bogovi, od kapitala naprej. In kaj mi v Slovenskem društvu Hospic opažamo, kaj je posledica tega neslovesa, je to, da danes ljudje začnejo žalovati z zamikom. Včasih pridejo pol leta po izgubi
do nas in povejo, da so pravzaprav šele začeli z žalovanjem, ker enostavno ne morejo vzpostaviti nekega normalnega stika in opraviti tega slovesa, ki je bil podprt se strani sosedov, se strani prijateljev. Je ogromno teh znamen, ki so sporočala od tega, kako gre pokojnik ven. No, in pri tem moram reči, da se pa vedno spomnim, če lahko omenim Manca, meni čudovitega filma Breza, v katerem igraš ti glavno vlogo in tam si v bistvu ležala veliko časa, ne? Na parah, Na parah. ne vprašajte, kako je Tako. bilo. Da tisti, Ker ki to sem ne poznate. zares ležala. In takrat, Renata, hvala, da si me spomnila, ker sem bila pol tudi v Hrsti, ki so jo s štrihom prevezali in jaz sem tisti Hrsti ležala, ker je hotel režiser, da je to posneto v enem kadru. In nisem mogla ven, ne, včasih sem malo tole hotela, ne. In takrat sem se prvič srečala nad ti smrtjo. Imela sem 18 let in sem se to doživela in preživela in ponotranjila in od takrat naprej je smrt moja prijateljica. Hvala, Renata, da si me spomnila. Ja, vedno se spomnim tudi vse to dogajanje, ko ležiš na postelji, ne, ko umreš, ki je okrog tebe, mi je zelo znano. Moj oče je živel, pa mogoče malo kasneje v tem, prva vas čez mejo, imenuje se Črečan na Hrvaškem in tam je bilo to zelo prisotno. No, pa tudi spominjam se iz svojega otroštva, ker smo na podeželju živeli, tega, kako so ljudje, kako so doživljali to, ko so imeli pokojnika v hiši. In vsi tisti, ki ste stari toliko kot jaz in starejši, to dobro veste in se verjetno spomnite tudi, ampak kako je šlo z roko v roki to hrana, pijača, molitev, po eni strani ta izjemna želja po življenju, a ne zato, ker je v hiši smrt. In danes je to vse tako potisnjeno ob stran, postaja abstraktno in ja, imamo potem težave ljudje v življenju, ker nismo več podprti s temi pomembnimi obredi. Ja, obredi so res pomembni. Zdaj, jaz bom same grozne reči, Ambrož, vas spraševala, ker mene je ta knjiga prav zadela. Glejte, kaj imamo mi v naši himni. Alkohol. In ko sem brala o teh obredih, ja, sej skoraj ni nobenega obreda, ne da bi tekel alkohol. Drži. No, a zdaj razumete naš narod? To je v naših koreninah, da se mi veselimo z alkoholom, žalostimo z alkoholom, poročimo z alkoholom, rodimo, plešemo, umiramo. Skratka, alkohol je neka berda, ki jo naše šege in navade močno podpirajo. Ja, prosim za kakšen komentar, ker meni je to bilo, kaj ne vam rečem, kar težko sprejeti. Morda sploh ne zagovarjam alkohola, še manj alkoholizma, ampak morda pogledam na alkohol v službi, v kontekstu obredov, Ja, dobro. bolj kot na destruktivno silo, kot na enako vlogo, kot jo imajo recimo darila oziroma obdarovanja sicer. Namreč gre za eno stvar, ki v stroki v vedi rečemo totalno družbeno dejstvo, kar pomeni, da če vzamem darila, za rojstni dan jaz podarim eno knjigo, in potem s tem na simbolni način vzpostavim povezavo, ki malo zahteva, da dobim pa nazaj tudi eno približno enakovredno reč. Knjigo ali kakorkoli za svoj rojstni dan. In to je
komunikacija pravzaprav med nama, vzpostavljen odnos prek obdarovanja. V kontekstu torej obredja, kadar gre za uživanje alkohola, je to pogosto v službi simbolne komunikacije. Enkrat časti nekdo, drugič časti nekdo drug. Sploh, če govorimo o obletnicah, praznovanjih, brucovanjih ali kakorkoli že. Torej, s tem, ko drug drugemu častiva pijačo, utrjujeva in vzpostavljava odnos. In tukaj dobi to čaščenje, ali kako naj rečem, in uživanje alkoholnih pijač, torej neko globljo funkcijo. Zdaj, to bi lahko bilo karkoli, ni treba, da je alkohol. Zdaj, zakaj je konkretno alkohol, je tu pač širši družbeni kontekst, zgodovinski razvoj ali kakorkoli že. Gre predvsem za to, da če pogledamo na obredje od daleč, z Marsa recimo, opazujejo človeštvo in naše konkretne oblike obredja, ki ga imamo. Nobeno obredje ni zares racionalno ali pa utemeljeno na nečem, vse je simbolna komunikacija. Tudi to, da se pri krstu nekoga z vodo polije v vakuumu, nima nobenega smisla. To, da je voda nek simbol, da s tem povzdignemo dogodek, da s tem človeka torej pospremimo iz ene faze življenja v naslednjo, vse to je stvar našega dogovora, podzavestnega magari, ampak še zmeraj simbolne komunikacije. In to, da alkohol vstopa semle noter, je pa stvar morda, ja, tudi našega prostora, našega zgodovinskega razvoja, tudi naše soseščine, verjetno nismo sami v tem. Gotovo ne. Gotovo ne. Potem tudi seveda kultura temu sledi, se pravi vsaj ta, ki je potem narod postavljala, ga utemeljevala v smislu identitete, zdaj govorimo o himni, in pa popularna kultura, ne nazadnje, ki nas pelje v sodobni čas. Torej, na eni strani imamo to kot eno relativno pomembno sestavino obredja, ki bi bila lahko sicer karkoli, ampak je kakršna je. To je pa zdaj drugo vprašanje, že onkraj obredov, zakaj je zdaj alkohol tisti, ki smo si ga izbrali za tako pomembno nalogo vzpostavljanja simbolne komunikacije in odnosov med nami. No, hkrati, ko sem to knjigo brala, sem brala tudi nekaj intervjujev z Mihom Šaleharjem, ki se je ozdravil alkoholizma in me je tudi zelo presunil, kaj je rekel, smo pili, pa govorili, pa ta časti, pa časti, povedali si nismo pa čist nič. In sem razmišljala, da se nam dogaja, zato ker si ti rekla, pri slovesu od pokojnega ena strašna praznina, ker se neka lupina ohrani, ali pa še dane, in enako pri teh simbolnih, se alkohol, moja kri, Kristusova kri, to ne bi bilo vzvišeno, nekaj najvišjega, najlepšega, ne da se pol valjajo ljudje, ne. Tole, ama etnolog in moški z enim najlepših glasov na Slovenskem, kakšno razlago za to? No, zdaj sem vas presenetila. Hvala za tole, zdajle rdim, če se vidi, ali pa se, upam, da se ne, tudi za kamero. Zdaj sem pa kar pozabil, kaj je bilo vprašanje pravzaprav. To izpraznenost, te resnične obredne svetosti, če smem tako reči, v neki, kar je ena vulgarizacija. To je morda en glavnih prelomov, ki se je zgodil v 20. stoletju, ko govorimo o neki kontinuiteti in pač empatije skozi branja skozi sodobne oči tega, kar se je nekdaj dogajalo. Namreč, nekdaj so se ljudje več kot očitno ne samo zavedali, da je ritual pomemben, pač pa so imeli vžgan ritualni red nekam v male možgane zadaj. Pač
živelo se je v manjših skupnostih, kjer je bilo pač lažje tudi nadzirati recimo en tak ritualni red, celo recimo za posamezne dele obredje skozi življenje ali pa posamezne praznike skozi leto, recimo so bile zadolžene tudi različne skupine znotraj neke skupnosti. V mislih imam recimo fantovska skupnost je bdela nad konkretnimi izvedbami nekaterih praznikov skozi leto. Govorim pa o tem, da zavest o pomenu rituala in ritualnega reda se je nekje na poti do danes pa izgubila. To je še toliko bolj očitno, ker se pa forma ritualov marsikdaj ni. Ob porokah se danes velikokrat šrango postavi. Neverjetno, spet je moderna. Spet je moderna šranga, še pa še, ampak če pač pogledaš in vprašaš, zakaj se je šranga nekoč postavljala, pač zelo pomemben sestavni del celotnega obredja okrog poroke je bil to, namreč če je nekdo, en fant prišel, odpeljal dekle iz neke vaške skupnosti, je s tem seveda prikrajšal to vaško skupnost za še ene roke, ki so lahko delale, pomagale, so oblikovale in so ustvarjale, doprinesle k tej skupnosti, kar je bilo treba spet po načelu simbolne komunikacije odplačati, celo neposredno odplačati z denarjem ali drugimi dobrinami. Se pravi, tu je šlo spet za vzpostavljanje odnosa, menjavo, da ne rečem trgovanje, ne, to gotovo ne. Ampak to, da danes postavimo šrango, je bolj kot ne samo priložnost za dobro žurko, če drugega ne. Saj tukaj smo. In smo pač, tudi če takrat tekel alkohol, pa danes teče, se je včasih vsaj vedelo, zakaj teče. To je recimo en tak prelom, ki mu lahko sledimo. Gre pa za to, da širši družbeni kontekst vedno vpliva na to, kako konkretno bodo rituali izgledali, a ne? Oziroma kako konkretno bodo manifestirali, se izpeljali v praksi. Če se vrnem morda na razmišljanje prejle o smrti, namreč širši kontekst je totalni paradoks. Strinjam se z vsem, kar ste povedali, da to odnos do smrti je popolnoma zgubljen in razvodenel, raztopljen nekje v etru, da za nalašč uporabim to besedo. Smrt je pa bolj prisotna kot kadarkoli in celo povzdignjena prek medijskih alinej, tok in tok mrtvih v tistem pa tistem konfliktu. Javne osebe umrejo, ne vem, kraljica je umrla, britanska prav pred kratkim, in to je bil cel spektakel za cel svet. Se pravi, na eni strani je kot družba spektakla smrt res poveličujemo, tok da ne, ampak umaknjeno pa od intime. In ta paradoks, sicer smrt je vedno živela v neki dvojnosti. Na eni strani smo žalostni, ker se je nekdo poslovil, na drugi strani prek obredja naredimo vse za to, da se ne bi vračal, da nas ne bi strašil. In ta dvojnost živi še danes skozi še marsikateri drugi element, ampak dvojnost so včasih reševali ravno z obredjem, iskali neka prešitja teh dvojnosti. To, kar pa nas zadeva, je pa pač samo raztreščen svet, ki nima stičišč, kjer bi se pa našli, bodi si kot posamezniki, bodi si kot ljudje. In smrt je tukaj, oziroma vse, kar je okrog smrti, pač velika, v narekovajih, žrtev sodobnega načina življenja. Ja, hvala lepa. Ko beremo to knjigo, kako so bili včasih obredi in kako danes, vedno odzvanja skupnost. Mi pa živimo v času individualizma, atomiziranega posameznika, majhnih družin ali pa še to razpada. Skupnost v teh urbanih okoljih, ampak vaša se že tudi približujejo, se mi zdi, nima več te vrednosti v ničemer, kot jo je imela včasih. Zato se mi tudi s pomočjo te knjige lahko zavedamo, kako je skupnost potrebna in delamo za skupnost. Ne zase, predvsem in samo, ampak za skupnost, ker samo s skupnostjo bomo preživeli. Torej, tukaj pa Slovensko društvo Hospic
zelo pomembno, ker ne spremljamo samo hudobolne, ampak celo družino in še širše lahko rečemo vse v imenu neke skupnosti. Nam to malo pojasni. Hvala, ja. Saj Slovensko društvo Hospic je bilo ustanovljeno ravno zaradi tega, ker ljudje niso mogli zadostiti svojim potrebam v okviru socialnih ali zdravstvenih nacionalnih programov in to dela še danes. Naslavljamo potrebe. Recimo, seveda so ljudje neizmerno hvaležni, ker bolj kot se smrt in bolezen odrivata iz vsakdanjega življenja, bolj so sami in ne vedo, na koga se je potrebno ali pa se lahko obrnejo takrat, ko potrebujejo podporo. Zelo so sami, posebej hudo je ob vikendih, ob praznikih in zato potem recimo svojci bolne ljudi odpeljajo na urgenco ali pokličajo reševalno vozilo. In recimo mi sedaj v tem obdobju prav ugotavljamo, kako potrebno bi bilo imeti usposobljene lahko prostovoljce, ki bi bili pripravljeni takrat družino podpreti, ko pride domov svojc recimo iz bolnišnice, jih podpreti v tem, kaj je potrebno storiti, kaj lahko pričakujejo, od koga lahko dobijo podporo in bi bilo to in za državo veliko bolj poceni in senzibilizirali bi našo družbo. Tudi v hospicu smo tudi, ravno ker smo ves čas v stiku s temi bolečinami, strahovi, kako so ljudje sami, ko se zgodi bolezen, kako so v stiski, ker hodijo v službo, ker ne vejo, kam bodo dali svojega ljubega, bolanega človeka, ko se bo treba vrniti nazaj na delo in te podobne stvari. In to, da je potrebno senzibilizirati družbo, se zelo, zelo zavedamo in vedno bolj. In jaz pravim, da ja, hospic postaja platforma za bolj senzibilno družbo, vedno več ljudi različnih, iz različne izobrazbe, vedno več je mladih, prihaja do nas in veliko jih pove, da pravzaprav se počutijo kot doma, ne? Zato, ker mi vedno naslavljamo resnico, smo zmotljivi, smo ranljivi, to nas dela človeške in to sprejemamo v našem vsakdanjem življenju. Ja. Jaz bom nadaljevala svojo obljubo, Ambrož, same grozne reči. Veliko je teh obredov iniciacije, ki so zelo potrebni in da se človek poslovi od otroštva in postane moški, recimo, in tako naprej, ali pa da izvajenca postane enakopravni član rudarske skupnosti ali pa lovske skupnosti. In te običaji, poslušajte, imajo seveda poleg včasih zelo grobega tepeža, ne, da jih tepejo, veste, še so planince, boherjeve ženske, če se jih kdo privoščujo, je dobro. To je eno, kako bo se zdaj vi to nežno obrazložili meni, ta tepež, drugo pa, koliko grobosti je izrečenih ob teh obredih, ker se norčujejo ali iz brucev ali iz ne vem koga, na en dostikrat za mene prav prostaški način. Tako da, Ambrož, prosim, če to malo omilite, to našo tradicijo. To je spet apropo temu, kar sem razlagal prej, namreč, da če pogledamo na obrede v vakumu, je marsikaj nerazumljivo in neracionalno in tudi to, da se mlatimo in da se pač fante pred poroko na križ privezuje in tako naprej. To je vse, ja, strašno
brutalno in tudi preganjano v nekaterih primerih, recimo fazaniranja, maltretiranje fazančkov, torej prvih letnikov srednjih šol je na marsikateri šoli strogo sankcionirano, pa čeprav se potem dogaja izven šole ali pa na vlaku, recimo iz kraja šolanja. In to je recimo moj najboljši odgovor, da tu nekega racija ni, čeprav se pa spet dogaja tu nekaj, pa bom spet uporabil besedo paradoksov. Namreč, če govorimo o skupnostih, in prej smo recimo govorili o tem, da se skupnost razkraja, da smo atomizirani, kakorkoli, ni pa vsem res, da smo zdaj pa res en po eden na tem svetu in da hodimo en mimo drugega, pa čeprav v marsikaterem primeru to drži. Skupnosti se rojevajo in umirajo sproti in zelo hitro. Je samo stvar tega, a smo pravi čas pogledali na nje in jih prepoznali kot skupnost. In ene takšnih so tudi skupnosti delovne, interesne in te tudi imajo neko svoje ritualno življenje, ki je lahko pač ima neko tradicijo, neko zgodovinsko kontinuiteto ali pa si jo izmišljajo sproti, medtem ko nastajajo. Namreč tamle neposredno gledam dve kolegici iz svojega pevskega zbora, pri katerem sem doživel recimo sprejem. Da slišimo. No, pač treba je bilo seveda nekaj zapeti, treba je bilo se nekaj preoblačiti, ali kaj že, če se prav spomnim. V glavnem še ene par nalog, ki so pač v tistem trenutku me malo ponižale, malo pootročile. Vsi so se smejali, v redu, preživeli smo. Potem je bila prisega in potem sem jaz postal pač član tega pevskega zbora in hvala vama tamle, da sem lahko postal. Zdaj, a ne, mičken so me pootročili, pomaltretirali, v redu, jaz sem to sprejel ravno zato, ker je to logika teh obredov, ki jih skupnost sama oblikuje, zato da samo sebe utemelji, si da identiteto. Namreč, s tem, ko sem jaz čez to šel, karkoli je že to bilo, lahko bi bilo tudi samo, ne vem, pospravi nam postelje ali karkoli že pač, sem jaz dobil pravico, da zdaj vse naslednje, ki pridejo za mano, na enak način sprejmemo tole svojo skupnost. In tisti, ki so zelo trpeli pri recimo sprejemu v srednjo šolo, potem kot maturanti, ne pravim vsi, no, ampak marsikdo zelo z veseljem isto stvar izvede naprej. In s tem utrdi neko šolsko skupnost in njeno obredno življenje, kakršnokoli že to pač je. Recimo, omenjeni so bili alpinisti in udarci po ta zadnji. Zdaj to, da gremo na Triglav pa jih dobimo, v redu je neka folklora, je tudi sicer tule notri popisana, ampak nima pa takega učinka, kot ima recimo pri alpinistih, ki imajo pa najhujše mlatenje s tistimi svojimi pač ta debelimi vrvmi, no, poriti, da so čist rdeči in ponavadi to naredijo po zimi na svojih zimskih usposabljanjih, da potem tečejo ven iz koče, kjer spijo, hlače dol, pa se hladiti v sneg. Bil sem zraven pri enem takem, tako da vem. Paradoksno, tiste dejavnosti, dejavnosti, no, kakorkoli, ki zahtevajo največ sodelovanja med ljudmi, med člani, največ zaupanja med drugimi, med sočlani, torej, imajo najhujše te obrede iniciacije. Ker ravno ti obredi, ker če sem ti jaz pustil, da me tako nastrelaš po riti, da sem cel plav še 14 dni in jaz potem to nadaljujem po logiki, ki sem jo prej omenil, to pomeni zaupanje v steni. To pomeni, da sem ti jaz svoje življenje prepustil tudi tam, ko bo šlo pač zares. In tudi poklicni gasilci, ki pač se soočajo s smrtjo pravzaprav pri svojem delu neposredno, pa še kdo, imajo res take najhujše
oblike tegale, kar pomeni, da se za tem skriva še kaj drugega kot samo neka brutalnost in sadizem, kakorkoli. Če gledamo na pevske zbore ali pa folklorne skupine, ki pač tudi imajo take oblike iniciacije, če jih pogledate na vse to, kar je tukaj, gre spet za dejavnosti, kjer je predpostavljeno neko zaupanje. Skupaj moramo na oder se postaviti in skupaj nekaj ustvariti. Neka kohezija mora biti med nami. In eno tako obredno življenje oziroma to kohezijo zagotavlja. Če dam čisto primer, če bi recimo jaz, oprostite vi dve, ker si jo spet sposodim, ampak če bi jaz takrat samo rekel, ne bom sodeloval, zraven bom stal druge mlade, jaz pa se ne grem tega. Ja, je propad. Kaj sem s tem naredil? Pač sodelovati moramo potem sedeti skupaj na vajah in nastopati, oni dve, mislim, vsi ostali so bili sprejeti, potrjeni, jaz pa ne, ker sem nad tem, ker sem vzvišen, ker se ne grem tega obreda, ki ste mi ga vi usilili, saj imam vso pravico. Ampak skupinska dinamika je pa zelo zaznamovana s tem, kar sem jaz naredil. In tako tudi živi obredje, v praksi, da lahko smo iznad njega, ampak če se gremo skupnosti, takšne in drugačne, vaške ali interesne, ali kakršne koli že pač, je to nekaj, kar zagotavlja, da bomo uspeli, preživeli, sodelovali in bili ljudje. Lepilo pravzaprav, te skupnosti. No, jaz sem ga zanalašč provocirala, ker sem bila prepričana, da bo on to zelo lepo razložil. Ker ob tem sem premišljala, da je tako tudi naše življenje. Saj ni samo lepo, ne? In moramo biti utrjeni na neki ravni in ta permisivna vzgoja, ko ne smeš kaznovati otroka, še glasu ne smeš dvigniti, poglejte, kaj je naredila. Torej, imajo te obredi res nek globlji smisel. In vse to, kar počnejo, tudi ne. Mislim, imajo smisel v trenutkih, ki so ločeni od vsakdanjega življenja. Zdaj jaz ne zagovarjam pretepanje ljudi za to. To ne. Absolutno ne. Gre pa za, iz vsakdanjika povzdignjene trenutke, zaznamovane z obredom ali pač s praznikom tekom leta, ker to pa je tisto zavedanje, o katerem sem prej govoril, zavedanje o ritualnem redu. Namreč, če bomo to delali, če bomo praznovali, če bomo izvajali obredje tako, kot bi ga naj, karkoli že to pomeni, bo to neposredno vplivalo na naše siceršnje, vsakdanje življenje. Bolje bomo živeli, lažje nam bo na tem svetu, če bomo pač dosledno sledili nekim obrazcem, ki jim lahko rečemo tradicija ali pa jim rečemo, ne vem, samo etnološki ocvirki. To je ta magična moč, ki je v tem, da nimamo občutka ločenosti, da na ta način smo povezani. In ta svet je tako grozen zato, ker je mnogo ljudi osamljenih. Osamljeni so pa zato, ker so tako ločene od vsega, od drugih ljudi, od skupnosti, od sveta in od narave, kar je najhujš. Poglejte to lepo sliko, naš stalni spremljevalec, krik iz narave. Mi smo tudi z naravo povezani in te obredijo velikrat tudi upoštevajo in z drugimi živimi biti. Zdaj sem pa tudi obljubila Ambrožu, da lahko kako šalo pove. Jaz nimam nobenega smisla za šale, sem si samo eno zapomnila. Sprejem v lovsko društvo. Vprašajo kandidata. A ti veš, zakaj prasec gleda v tla? A veste mogoče? Noben ni kandidat za lovsko društvo. Zato, ker ga je sram, da je njegova mama svinja.
No, tega sem se edin zapomnila. A si ti morda zapomnila, kakšne dialoge, ker je v tem obredju veliko besednih iger, provokacij in vsega tega. Ja, jaz sem zelo slaba za štose in Še tudi ena. za take stvari. Ampak če pa lahko spet čisto malo grem nazaj, mi je pa bilo zelo všeč tisto, ki je bilo zapisano, kako je potrebno ravnati, če imaš bolanega človeka doma, da ne smeš čenčati brezveznih stvari in ga motiti in to. Ne. Mislim, to je mene bolj. Koliko ene resnice, enega zdravega razuma je bilo takrat. Danes delamo pa iz tega doktorate in ne vem kaj vse, ne razvijamo. Ampak to je bilo včasih čisto logično. Ne. Ja, res je dragocena knjiga, res toplo priporočam. Ambrož, kakšno šalo, prosim, da... Ja, če mora biti Ne, ni nujno. obredna o obredih, Ja. mislim, lahko. Sicer nisem je jaz naumil, Ja. jo je povedal en moderator na eni drugi predstavitvi tele knjige, ampak se mi zdi taka ravno za tole knjigo. Namreč pride nekdo do svojega župnika pa prosi, če bi lahko en pogreb za svojega psa naročil. In pač seveda cerkev ima malo odklonilen odnos do tega, da bi obredno po krščansko pokopavali domače ljubljenčke in pač reče, da ne, to pa ne more iti. Pa kako da ne, gospod župnik, prosim, lepo vas prosim, zelo sem aktiven v župniji, to pa res lahko naredite za mene. Ja, ne, veste, tole pa res ne more biti, pač bo kdo videl, bo kdo razširil naokrog in bo črna pika padla, črna senca padla nad našo župnijo, kakorkoli. Pa ga gleda tisti pa reče, gospod župnik, a bi bilo 1500 evrov dovolj? Pa reče župnik, ja pa zakaj pa niste že prej rekli, da je pes katolik? Recimo. Ja, pa lahko nekaj dodam še. Ja, izvolite, večer je vaš. Mislim, ni zares, ampak je od nas vseh, ampak če samo da ne uide ena misel, ki sem jo imel prejle ob tem, kar smo se pogovarjali, namreč to zavedanje o pomenu in o skupnostih in tako naprej, in če se vrnem čisto nazaj na vašo pripoved, nekaj, kar sem opazil, no, že pri pisanju, pa tudi sicer, je to, da poznam kar ene par primerov starejših ljudi, ki so mi pripovedovali, da hodijo na pogrebe, bolj ko ne zato, da bi kdo šel tudi za njihovim, a ne, torej, govorimo o tej osamljenosti in to. Namreč sodoben pogled na smrt in na pogreb predvsem, torej na obred pokopa, se precej skriva v frazi saj pogreb je pa itak samo za žive. Pač njemu je čisto vseeno, ki tam leži. To je velik prelom v primerjavi s recimo tradicionalno družbo, preteklim pogledom na svet, kjer je obredje okrog smrti, ja, seveda posvečeno tudi nam, kakorkoli, ampak predvsem je pomoč temu, ki je umrl. Da bo lažje. Najprej, da mu bo lažje umreti, potem pa, ko je umrl, da mu bo lažje priti kamorkoli že. Tu sploh ne govorim zdaj o konkretnih verskih vprašanjih, ampak osredotočenost na nekoga, ki je umrl, ker smrt je pač še zadnja točka nekega prehoda v življenju. Bodisi je to slepa ulica in je tam konec, bodisi gre naprej nekam v nedoumljivo transcendenco, kakorkoli že, ampak tisti posameznik je v središču zdaj tega obreda. Kljub temu, da se skupnost okrog njega nabere, kljub temu, da na čustveni ravni pač vsi žalujemo, ampak recimo konkretne izpeljave tega, ko so pokojnika umili, recimo so tisto krpo obesili, a ne, in je potem od nje kaplalo. In toliko kapelc, kolikor je padlo dol, vsaka naj bi predstavljala eno dušo, ki ji je zdaj iz vic uspelo priti v nebesa. Se pravi, mi tu na zemlji skrbimo tudi za pokojnike, ko grejo. Zato so bile recimo vdove
oblečene drugače kot ostali. Ne samo v znamenje žalovanja in da mi z njo žalujemo, pač pa ona ali ono, kakorkoli, v tem obdobju postala neka komunikacijska vez med ravnjo mrtvih in nami tukaj. A ne? In to, da je pa obred pogreba, pokopa, vse dogajanje ob smrti samo za nas, ki smo ostali in nam je ob tem hudo, je strašansko sebična pozicija, ki pa zelo zaznamuje naš sodoben prostor, kjer je recimo to še potencirano s tem, ko je en tako rekoč obveznih delov sodobnega žalovanja, ukrepanja ob smrti postalo to, da pač to damo na Facebook. A ne? Dobro, nekaj je obveščanje o smrti, v redu, tudi nekoč je bilo treba obvestiti ljudi, bodi si z zvonjenjem, bodi si, da smo šli od vrat do vrat, potem, da smo poklicali, danes v redu damo na Facebook. Ampak hitro zapademo v to logiko siceršnjega objavljanja. Pač pričakujemo lajke in žalostne te smeškote ob tej svoji objavi, kar je pa popolnoma skregano z intimo, ki naj bi jo proces žalovanja predstavljal sicer. A ne? In spet smo pri tej družbi spektakla, katere en pomemben kamenček tega mozaika je pa tole, no, kar sem zdaj omenil. Torej, da pogreb in to ni več namenjen nekomu, ki je umrl, ampak samo in zgolj nam. Hvala Samo lepa. da ne pozabim tega. Ja, to je zelo dragoceno pričevanje in nad njim se lahko zelo zamislimo. Ker ta egocentrizem in sebičnost se kaže tudi v odnosu do mrtvih. Ne. Meni je umrl, odšel je od nas in vse to je jaz, a ne? Kaj pa to bitje, ki je umrlo in je šlo na pot, jaz verjamem, da gre na pot kot druga stara ljudstva in da ga mi pospremimo, ne, z vsemi temi rituali. No, komentiraj, prosim, Renata, tole. Kaj ti misliš? Zelo lepo ste to povedal, res, tako da sem kar, wow, točno to, ne, točno to. In ta sveti prostor, ki bi mogel biti poln dostojanstva in v resnici je, ne, se paca, se izgublja, se ne vem, kvari, jemlje se mu to, kar mu pripada, ne. Če dovolite, večkrat ste danes omenili to, da pravzaprav so ljudje živeli te obredje zelo naravno, ne. To je bil njihov vsak dan. Danes pa moramo kar malo pomisliti, ne, če je kak tak dogodek. Ampak jaz se spomnim, pa tebi sem napisala, pa si rekla, da lahko povem, kako je bilo to, ko je meni umrl stric. Povozil ga je vlak in jaz sem bila stara takrat 6 let, na počitnicah, pri stari mami ni bilo telefonov, samo telegrami, tako da je naša dva starša, mislim moja dva je skoraj kapke, sta mislila, da sem umrla, ker ponavadi so bili telegrami včasih povezani samo s sporočanjem slabih novic, edino bogati ljudje so si mogoče privoščili še kakšne druge čestitke, a ne, v praznikih. No in recimo takrat sta prišla tja na lico mesta reševalnega avtomobila, ni bilo nobenega zdravnika, dva miličnika, pripeljala sta se s fičekom, imela sta neko beležko, v katero sta si stvari zapisala in potem sta se odpeljala. In ljudje so bili sami, ki so strica pripeljali k moji teti, ki je bila svakinja njegova in ker je bila to, seveda so bile to hude poškodbe, zdrobljene lične kosti, poškodbe tudi drugih lobanskih kosti, ga je ona uredila. Uredila ga je tako, da je s časopisnim papirjem dobesedno ga je nagačila, če lahko porabim ta izraz, ga umila, naličila in potem so ga dali na voz, oblekli so ga v obleko in so ga z lojtrnikom odpeljali tja, ker je bil on doma. In potem
je moja teta začela plesti vence in je napletla, ne vem, 5-6 vencev, še za tiste druge, ki jih niso mogli, starejše gospe, pa bi tudi morale ta venc dati. In potem so prihajale ženske iz ožjega družinskega kroga, ki jim je bilo treba, recimo, za katere je bilo treba poskrbeti za njihove obleke za pogreb in je bilo treba kaj spodrobiti, kaj narediti. Nimam pojma, kdaj ji je uspelo speči pecivo. Ampak ona je to delala tako umirjeno, normalno, da jaz nisem čutila, da bi bila kakršnakoli, ne vem, nemir ali karkoli. Edino ljudje so začeli prihajati. Se pravi, to je bila ta skupnost in očitno je bila ta njena vloga takšna, da je ljudi pomirjala, da jim je prihajala nasproti v njihovih potrebah. Ampak mislim, če si zdaj predstavljamo, ko ti človeka niti ne dobiš domov, ga nimaš pravice dobiti domov. Tudi v vaseh, kjer je recimo mrliška vežica, če človek umre v bolnišnici, tudi če želiš, ga ne moreš imeti doma, da bi se sosedje od njega poslovili. Zakonsko ga ne moreš imeti, medtem ko če umre doma, se pa lahko poslovijo in lahko povabiš ljudi. In to kakšna neenakost je že tukaj. Neenakost se je pokazalo tudi v času covida, pa ne bi šla zdaj v te zgodbe, ampak kako pravzaprav inštitucija ugrabi človeka, njegovo dostojanstvo, kako prepreči stike, tisto, kar je najbolj človeško. Zakaj bi človek mogel umreti zaradi odsotnosti odnosa? Tako da, ja, malo bi mogli začeti razmišljati bolj intenzivno o pomenu skupnosti, tudi lokalnih skupnosti, pri sebi začeti razmišljati, ker je potrebna deinstitucionalizacija, ker je humanost družbe je pod vprašajem. Zato pa ne vemo, kaj bi naredili. Pa zato je tako toliko časa trajala dolgotrajna oskrba, zdaj imamo predlog zakona o evtanaziji. Skratka, bi rekla, da smo malo zašli, pa da se moramo malo roke vzeti, pa upoštevati modrost starejših ljudi, prisluhniti, jih vključiti bolj intenzivno v družbo, prebrati kako takšno knjigo, pa razmisliti, v kakem svetu mi želimo živeti, ko bomo starejši oziroma umirati. In kaj danes naredimo za to, da bo nam nekoč lepše oditi, da se ne bomo bali, da smo višek, to, in da moramo zaradi tega predčasno zaključiti naše življenje, da bomo lahko umrli neko tako dostojanstveno smrt, ko bo prišla naša ura in za katero so nekoč naše babice pa stare mame molile, pa nekateri še danes, za srečno zadnjo uro in mirno smrt. In nič narobe s tem, če bi tudi danes kaj na tem naredili. Potem pa kar zaključimo s tem, Renata, ker to je bil en lep zaključek, ki nam bo dal misliti, ga bomo nesli s seboj. Jaz naj samo še napovem decembrski večer. 10. decembra se bomo pa preselili v Indijo. Zdaj smo bili v Sloveniji, in zakaj ljudje tako hrepenijo po tej Indiji, kaj je tam, kakšen drug svet ali drugačna duhovnost, zdaj Indija, Koromandija, še vedno ena taka sanja. In to bomo premišljevali tudi ob sveti knjigi Bhagavad Giti, ki je zdaj na novo prevedena, in ob čudovitem, nežnem, pravljičnem romanu, ki ga je napisal fizik Andrej Detelj, Zvezdnati otroci. Z nami bo pa tudi doktor Nina Petek iz Filozofske fakultete, ki se ukvarja z indijskimi študijami. Tako da to bo tudi zelo, zelo zanimivo. Toplo povabljeni. In zdaj naša pevka Lepa nam bo naredila pentljo na ta večer z dvema ljudskima. Hvala. Prišla bo pomlad, čakal bi jo rad,
da bi zdrav vesel, sladke pismi pil. To me veseli, travca zeleni, drobna ptičica pa žvrgoli. To me veseli, travca zeleni, drobna ptičica pa žvrgoli. Prišla kukovca, moja ljubica, da bi kukala in prepevala. Kukala, kuku, pela tako, da bi vedno nam tako luštno bilo. Kukala, kuku, pevala tako, da bi vedno nam tako luštno bilo. Pod rožnato planino grabila je seno. Od veselja in radosti si je pela pesmico. Od veselja in radosti si je pela pesmico. Privriskal dol z planine sosedov mlajši sin in prinesel kito cvetja dol z rožnatih planin. In prinesel kito cvetja dol z rožnatih planin. Si cvetje ogleduje, izbrano prav skrbno. Eva Lavriha je mlado dekle in kje naj bi končalo, če ne pri cvetju. Tako da hvala lepa, draga Eva, upam, da pridete še kdaj k nam in vam hvala za pozorno poslušanje. Hvala obema. Upam, da bo tale knjiga dobro šla med ljudi, da bomo ob njej razmišljali, rasli in se povezovali. Hvala, draga predsednica Slovenskega društva Hospic. Se vidimo 10. decembra.